Ste se morda kdaj vprašali, zakaj so nekateri ljudje srečni kljub pomanjkanju materialnih dobrin, medtem ko drugi ostajajo nesrečni kljub obilju? Danes bomo spoznali, da je sreča resnično samo stvar našega uma. Spoznajmo ta zanimiv paradoks. V razvitih državah imajo ljudje veliko materialnih stvari, ki bi jih lahko osrečevale, a večina jih ostaja nezadovoljnih. Po drugi strani pa obstajajo ljudje v državah v razvoju, ki se srečujejo s pomanjkanjem osnovnih potreb, a so kljub temu srečni. Se pravi, kaj ustvarja ta paradoks? Dejavniki sreče so večplastni, vendar pa nam ti primeri jasno kažejo, da zgolj materialne dobrine niso dovolj. Ne gre le za razpoložljivost stvari, temveč za odnos in sposobnost našega uma, da najdemo srečo v vsakodnevnem življenju. Kot je rekel John Milton v Izgubljenem raju, um je svoje mesto in sam po sebi lahko naredi nebesa iz pekla in pekel iz nebes. Naš ima resnično izjemno moč. Samo pomislite na to, kako lahko naše misli vplivajo na naše telo. Pavlov pes se slini ob zvoku zvonca, tudi če hrane ni v bližini. Ko smo napeti, nas pogosto boli glava ali hrbtenica. Skrbi in napetost lahko celo povzročijo srčni napad. Pravi mentalni odnos lahko pomaga pri zdravljenju telesnih bolezni. Samogovorom, motivacijo in pozitivno naravnanostjo lahko postanemo srečni in uspešni. In s hipnozo lahko dejansko obvladujemo in telo. Nenazadnje, meditacija nam omogoča, da dosežemo zdravo telo in razvijamo dodatne senzorične sposobnosti. Zato je ključnega pomena, da negujemo ta pozitiven odnos do življenja. Namesto osredotočanja na negativne vidike in iskanja zla v ljudeh, se osredotočimo na njihove dobre lastnosti. Ne obremenjujmo se s tistimi nekimi preteklimi neuspehi in slabimi izkušnjami, ampak jih uporabimo kot lekcije, ki nas motivirajo za prihodnost. Vemo več in zmoremo več kot kdajkoli prej. Ne bodimo pretirano zaskrbljeni glede prihodnosti. Namesto tega skrbno načrtujmo in trdno delamo za ustvarjanje življenja, kot si ga želimo. Ne glede na okoliščine, v katerih se znajdemo, ne moremo popolnoma izgubiti tiste sreče. Vesolje nam je podarilo lepoto narave, človeštvo pa je ustvarilo številne stvari, ki so javno dobro. Tudi če izgubimo materialne dobrine, imamo še vedno družino, prijatelji in naše dragoceno telo. Človek je svoboden tudi, ko je zaklenjen v ječo. Svoboden človek je namreč srečen v svojih mislih. Zaključimo z mislijo Abrahama Lincolna, ki je dejal: večina ljudi je srečnih toliko, kolikor se odločijo, da bodo. Zato se odločite biti srečni. Resnično vam polagam na srce. Hvala vam, ker ste si vzeli čas za ogled današnjega videa. Ne pozabite, da je sreča le stvar uma, ki jo lahko negujemo in razvijamo. Bodite srečni, živite polno in se vidimo v naslednjem navdihujočem videu. Hvala, do prihodnjič.